Gospod Štebe, dopoldne ste preživeli z invalidno osebo. Povejte mi, kakšne so izkušnje, kako je bilo na upravni enoti na Viču, kako je bilo pol v centru Ljubljane? No, najprej sem bil pri njih doma in sem spoznal mamo od Gregorja. Veliko smo se pogovarjali o enem zanimivem problemu, ko nekdo doštudira, ne nekdo, ampak Gregor, ki je recimo invalid, ampak umsko pa popolnoma fejst možakar, naredil je anglistiko pred meseci. In zdaj ima problem ta, da je doštudiral in da še ni bil zaposlen in nekako urejamo zdaj problematiko tega, da ne dobiva več plačila za asistenco oziroma za pomoč na domu. Mama ne more več dobivati denarja od države zaradi tega, ker ni več otrok, ker je doštudiral, ker pa še ni v službi, pa nima možnosti, da bi dobil on za to pomoč denar od države. In zdaj urejamo ta izpad, to čistino, ta vakuum, ki je nastal zaradi takih predpisov ali pa take razlage. Jaz sem celo poklical direktorja SPIZ-a, ki je bil zelo pripravljen se pogovoriti. Tako da zdaj smo se skupaj dogovorili, da bo Gregor počakal do komisije Zavoda za zaposlovanje Slovenije in ta komisija, ko bo odločila, kakšne vrste pomoč on rabi v firmi, kjer bo zaposlen, bo lahko začel delati. Jaz pa mislim, da bi, če bi bili malo bolj fleksibilni, že tisti trenutek začel delati, ko je postal, ko je dosežil izobrazbo, dobil poklic in v tistem trenutku bi mu ta pomoč, ta denarna pomoč pripadala kar naprej. Mislim, da bomo poskušali to urediti za nazaj. A ne, Gregor? Še za glede osebne asistence, ker to, o čemer je govoril gospod Štebe, je sicer nevšečnost, ampak je manjša nevšečnost. Večji problem je seveda osebna asistenca, ki ni sistemsko urejena, se pravi zakonsko pravno, in zato ima JHD kar velike probleme z zagotavljanjem sredstev. In zato upam, da bo, če ne, mislim, vsaj v naslednjem mandatu, da bodo narejeni koraki naprej v tej smeri, da bo osebna asistenca bolje urejena, bolj sistemsko, da ne bomo imeli problemov z denarjem in s financami in tako naprej, kot imamo zdaj v društvu JHD. Upam, da bo gospod Štebe dal svoj glas za to. Drugače pa, ja, moram ga pa pohvaliti, da je pa danes odlično odrezal, da se zelo izredno hitro uči, tako da če se bo kdaj politike naveličil, lahko pomoč pride kar za asistenta. Možno dal službo. Tole za asistenco je dejstvo to, da jaz mislim, da ne bi smel biti problem vir denarja. Menda je 60 takih invalidov, ki nimajo ustrezne asistence, 100 pa takih, ki jo imajo. En vir bi bil ta, da bi država poskrbela, drug vir pa mislim, da bi morale invalidske in humanitarne organizacije med seboj nekako urediti stvari. Videl sem se z Gregom o tem veliko pogovarjali, lahko kaj več povem o tem. Tako, da bi denar oziroma sredstva pripadala tistim, ki jih res potrebujejo. In da bi manj denarja šlo za namen raznih funkcionarskih in drugih stroškov, ki niso tisti, dejanska pomoč tem ljudem. Asistence morajo biti pa spet prilagojene potrebam. Recimo Gregor, po moje, jaz bi bil zelo vesel, če bi bil njegov asistent, midva bi kakšne biznise naredila. Sva zelo poslovno usmerjena. Bom drugače rekel, po dopoldnevu preživetim s človekom, ki potrebuje osebno asistenco, ste zdaj prepričani, da ta stvar je nujna, pa da je potrebna, pa da je treba urediti? Jaz mislim, da, zato ker asistenco jaz smatram predvsem v tem smislu ne samo kvaliteta življenja, posameznika kot osebe, ki ima pravico, ne v smislu same zabave, ampak zato, da on za svojo zavzetostjo lahko začne tudi kot človek, kot poslovni subjekt, če lahko tako rečem grdo, delovati in skrbeti za svojo eksistenco. S to asistenco pravzaprav mu olajšaš
to boljše vključevanje, da postane pravi ustvarjalni del družbe. In Gregor je, po mojem, pa vsi drugi tudi ste podobni taki primeri. Pravzaprav bi celo imeli vsi skupaj to korist, ne? Uspešen posameznik je uspešna država. Pa še problem je rešen. Imamo še kje se dodati, Gregor, s tvoje strani? Mislim, da je gospod Štebe že vse povedal, tako da upam samo, da bo zdaj čim prej to urejeno, da se nam bomo tresli za te finance, za te stvari. Sledi še poziv kakšnim ostalim političnim opcijam, da se pridružijo približno enak tej akciji, pa da spoznajo, kako je to nujno potrebna osebna asistenca? Ja, mislim, da bi v to akcijo se mogli vključiti čim več ljudi, no? Tako politikov kot vseh drugih, da spoznajo, kaj pomeni biti asistent oziroma kaj pomeni, zakaj je asistenca sploh potrebna. Ne? Da je v bistvu to nujno potrebna za nas, da lahko normalno živimo. Da nismo odvisni samo recimo od družine ali pa družinskih članov ali prijateljev.